Če bi se pa, kajti v življenju mora biti pripravljen pravno vse, da bi se vendarle zgodilo, da bi tej aktualni oblasti uspelo preprečiti ta referendum, bomo po vsej verjetnosti sindikati pripravili drugačen referendum. Referendum, ki zagotovo ne bo grozil javnih financ, bo pa, to sem prepričan, ogrozil to vlado. Referendum, ker bomo zahtevali zamenjavo vlade. Zahtevali bomo drugačno vlado, delovsko naravnano vlado. In verjamem, da na tem referendumu bomo dobili ne 40 tisoč podpisov, ampak na 100 tisoče podpisov, ki bodo imeli izjemno veliko moč. Govorim seveda v primeru, če bi tej vladajoči garnituri vendarle uspelo blokirati vse poti, po katerih civilna družba ali pa sindikati želimo sooblikovati nekatere odločitve v tej državi. Kajti potem bo to nesporen znak, da so si politiki dobesedno prilastili državo. Te pravice in pa seveda vse sindikati ne dajemo. Te pravice na volitvah niso dobili. V spominu imamo predvolilne obljube in teh obljub zagotovo ni bilo. Seveda, mi bomo ukrepili v tem letu sodelovanje tudi z našimi kolegi sindikalnimi centralami, z ostalimi sindikati, kajti ta bitka za boljše življenje delavk in delavcev je težka bitka in je pomembno, da smo skupaj, da smo enotni, vsaj v teh temeljnih ciljih in temeljnih odločitvah. V tem trenutku smo to zagotovo. In Zveza svobodnih sindikatov bo okrepila sodelovanje tudi z sindikati v Evropski uniji, znotraj Evropske konfederacije sindikatov. Namreč, ogromno gorja, ki se zgrinja na vse delavce in delavke v vseh evropskih državah, izvira iz nekaterih evropskih inštitucij. Iz nekaterih inštitucij, tudi, ki so bolj povezani s kapitalom. In jim je deveta briga, kako žive delavke in delavci. In ta bitka je lahko uspešna samo, če smo povezani tudi z ostalimi našimi kolegi iz evropskih držav.